Drage gledalke, dragi gledalci, z mano pred mojim hramčkom prifarski muzikanti, bolj sreča Bobija, Martin in Mitja. Tak je. Kako ste mi pomagali? Odlično. Odlično. Tu v Krškem ne more biti bolj kot odlično, se veš, tukaj pravijo, jaz imam mojo ženo gor mačke višje, zdole pa malo. A zdolj? Ja, Ja, sem šel 2 ure hoda, rečejo iz Fare, da sem jo našel. Da, šel iskati, daleč. Pa na večji sad 2 ure, a? Ja, dobre 2 ure je do zdol oziroma do Križ in me je ujela. Potem ni bilo več pomoči, ne naprej, ne nazaj in sem rekel, da, draga. In tako se je končalo, prišla je v Faro k meni. Ne? Ampak takrat se je začel ali končal? Ne, začelo se je. In še traja, hvala Bogu. Še traja. Vetja, kako si ti? Lej, v redu, malo sicer prehlajeno, ampak ni problema, to bomo danes vse zvozili tako kot ti. Malo bolj basiro. Basi, malo spustimo za 2-3 tone. Bolj šarmantno. Moj punce še bolj slika. Stare gospe, razumeš. Ja, so to punce pesma. A misliš, da padajo na pase? Ja. Po moje, da nekih tenor, po moje, večki ne znajo kakšen tec. Bom pa še znižen. Tako. Fantje, lanski let, 2018, 30 let pri Farcu. Dolg ga žijete pobje, dolg, ha? Skoraj že malo predolg. A, to pa ne, dobre muskeli, kot je dolg. Ne damo se, veš pa, našim uživalkam okus se skozi dviga, ko pravi naš Valentin, ki je tudi ustanovitelj skupine. Ja, lej, 30 let je kot bi bilo takole, kot včeraj. Pred 24-25 let, jaz sem bila zgodovinarja na filozofski fakulteti in mi pred 24 leti reče, ti poslušaj, mi je nehal igrati, a bi ti pomagal in jaz sem doktorata delal, sem rekel, v redu, za 6 mesecev imam čas, si bom vzel. A veš, kaj mi zdaj pravijo? Ti si obljubil samo za 6 mesecev, zdaj pa že 24 let težiš. Pa ne moramo lopsati. To še to, da se ga ne moramo rešiti. Veš, ampak res, pogovarjali smo se za 6 mesecev, z Mitjem smo se poznala na fakulteti, res, da bolj malo smo se videla. Nismo hodila. Ne, se ne bo to vse. Ne bo na televiziji. Ne. No, Še kaj dodam. Eto se pove. Drugač pa pri Farci začeli kot spremljava folklorni skupini, je tako? Ja, to je pa že teh 30 pa še malo let nazaj, začeli smo v Fari, v Kostelu. Veš kako, naši predniki so bili vsi muskontarji. In glasba je živela, pa še marsikaj dol ob Kolpi. In potem so rekli, pa dajmo to zopet spraviti na plano, dajmo to oživeti. In se veš, ne vem, nisem imel kaj takrat početi, ali kaj je bilo, pa Valentin, in smo začeli s folklorom. Jaz sem spremljal folklorno skupino na harmoniki, no, pa tako kot smo že večkrat rekli, samemu je bilo malo dolg čas, pa sem rekel, Valentin, priti, pa bisernica, in tako smo počasi dodajali inštrumente. No, čez čas smo pa začeli svojo, samostojno glasbeno pot, mislim, da Mitja 35, tega noče povedati, ampak med nami, ker so rekli, bomo ustanovili ansambl, ampak kaj, ko pa niso znali ti inštrumentov kupiti, kaj to je. In so prosili eno punco iz folklore, severni konec skupine je pa z Ljubljane, ker smo igrali pri akademski folklorni skupini France Marat, in so našo Zvonko prosili, če jim bi šla pomagati v Zagreb v muzičko naklado kupiti inštrumente. Revež jih niti niso znali kupiti. To sem mislim, da ne bom povedal. Ampak kaj smo, vse štima, super punca, vse se je lepo začelo, nadaljevali smo, začeli peti, začeli igrati, najprej smo potegali iz naših koncev, iz Kostela, pesmi, šli smo od hiše do hiše, vzeli smo en mikrofonček, da so nam ljudje še zapeli, še povedali, kaj so nekoč prepevali. Hkrati pa smo tudi nošo postavili na plan, kostelsko nošo, ki je zelo podobna belokranjski. Tukaj zopet se še ne moreš sam, obrnili smo se na dr. Marijo Makarovičevo, ki nam je veliko pomagala, tudi eno brošuro smo izdali, pa pri glasbi pa na gospoda Strajnerja, pa na Mirko Taramovša in tako naprej.
Vse stoji nekje na. Tako da zgodba se začela najprej z odkrivanjem ljudske glasbe, Kolpske doline, potem smo pa planili po Sloveniji, sicer najprej ljudsko glasbo, se pravi, in jo zaigrati, aranžirati na štiriglasno petje in pa na tamburaške inštrumente, plus harmonika in pa frajtornica in pa violina. Pol pa se je zgodba kar nekako razpletla, ja, pa so se začeli potem festivali, pa prijava na prvi festival na Rečne popevke pred 14 leti. Ja, in potem kar prva zmaga, pa potem kadarkoli smo se prijavili, smo zmagali. Tako da so festival ukinili. Ja, pa se res, smo to zadnji zmagovalci, ne? Moja Izola je bila, ne? Tako da zdaj hec velja, budno pazimo, da ne zmagamo, da festival ne ukinemo. Ker ko smo bili leta 2009 na slovenski popevki, smo tudi zmagali, ne? Točno. Ampak je še festival. Še se nekako šlepa vleče. Še špilate taj svoj... Ker lahko nekaj res smo bilo suho grlo. Ja, lahko nazdravno. Ni to sam za... Ne, je to za sceno. Nazdravje, Bog vam živi. Kaj sem mislil, še špilate kaj slušalo? Ne, ampak recimo za 30-letnico pa 25-letnici države, vsako leto imamo tematske koncerte v Cankarjevem domu. Vsakih nekaj let ga poklonimo tudi obletnici Slovenije in takrat je čas za malo več ljudske glasbe in ob ljudske glasbi pride tudi naša folklora in akademska folklorna skupina. Ne samo ona, recimo prišla na 25-letnico, mislim, da zaslužna plesna skupina Junist iz Ukrajine, pa iz Prekmurja, kakšna skupina. Skratka, mi imamo radi, da se premeša ljudsko pop glasba, zabavna glasba, torej da je več žanrov. In za nas, bom rekel, nas starce ni omejitev. Skačemo v eno in v drugo stran, malo presenečamo naše oboževalke. Včasih se lotimo tudi kakšnega plesa. Grka Zorbe, takole na Cankarjevem domu. Sem gledal to. Je bilo odlično. Obi, ja, svaka vam čast. Jaz ne bom, koliko dolgo ste vi trenirali, ne vem, ampak svaka vam čast. Hecamo se in to nas drži malo po konci, da neki mislimo, da je nekaj nemogočega, pa se lotimo, pa se to izvede. To je važno. Zelo pozitivna energija je v skupini in tako naprej, da potem gremo, nadaljujemo, delamo, pa predvsem je pa važno odziv. Ko smo nekje, ko si na odru, ko vidiš ljudje, da ti zaploskajo in to iskreno tudi kakšna solzica, ki poteče. Tisti dan, to je hvala, ne? To je tista hvala. Točno to. In tega, mislim, da smo glasbeniki nesrečneži, ker tega se ne da kupiti in to, kar dobiš ti od publike ven, ko sprejemaš njihovo hvalo, njihovo zahvalo, njihov aplavz, to je nekaj tako vrednega, da ga ni sredstev, ki bi lahko to kupil. In mi smo lahko eni srečneži, da to lahko doživljamo na odru. Ni tega denarja, kot je Ni tega denarja. Bobje, gremo mi zdaj pogledati prvi video spot. Kjer ga boš dal? Vaš. Vejca rožmarina. Super. Ste za, ne? Ta pravi. Tule sva z Laro Jankovič malo na šverc plesala, pa se slikala. Misliš, da bo težava, če bo na televiziji? Ne bo. So razumevajoče. Vse štim. Fajte, gremo gledati. Drage gledalke, dragi gledalci, prvi današnji video spot od prifarskih muzikantov Vejca rožmarina. Na plesišču bosa sva plesala, na peščini prvi si poljub mi dala. Ko ga lebi zjutraj so zapeli, po kamniti stezi si odšla. Pod borovci ob ogradi si obstala, drobno vejco mi rožmarina dala. Vsi valovi
z menoj vzdrhteli, potlej sam ostal sem sred morja. Drobna vejca, rožmarina, noč in dan le na teme spominja. Vem, da ovenil bo rožmarin, le na tebe bo ostal spomin. Drobna vejca, rožmarina, noč in dan le na teme spominja. Vem, da ovenil bo rožmarin, le na tebe bo ostal spomin. Naše kraje spet prišla bo zima, moji duši pa še poje mandolina. Pesem mila v duši se razliva, tvojega objema si želim. Vsako noč pri meni zadiši po morju, po dišečem rožmarinu, vročem soncu. Ribiči se vračajo v pristane, tvojega pa pisma nič več ni. Drobna vejca, rožmarina, noč in dan le na teme spominja. Vem, da ovenil bo rožmarin, le na tebe bo ostal spomin. Drobna vejca, rožmarina, noč in dan le na tebe spominja. Vem, da ovenil bo rožmarin, le na tebe bo ostal spomin. Vem, da ovenil bo rožmarin, le na tebe bo ostal spomin. Evo, gledalke in gledalci, z mano še kar Mitja in Martin od priforskih muzikantov. Pobje, malo smo že povohali, pa malo smo se že dotakli vaših koncertov v Cankarjevem domu, ne? To je, ne vem, to je nekaj tako lepega. Odkot vam vse te ideje za tematike? Ali to skup zberete, ali dobite kje drugje, ker vsak let imate nekšna druga tema, ne? Ja, če tu imamo pa eno gospo, ampak od tebe pa, veš kaj, Mitja največ vedel. Aha, o tej gospe. Ja. Tej gospe, ja. A ka zato, ker živim z njo? Živiš Ne, na bliže, spi. veš kaj. Oboje, Najbližje, ja, res, najbližje. nam pomaga z idejami, namreč vsako leto narediti nov program, nove ideje, nove pesmi, jih seveda potem se jasno mi naučimo, aranžiramo in tako naprej. Ja, tukaj imamo res zahvalo Rosviti pesek, da nam to pomaga že 11 let, na takšen ali drugačen način, naredi neko osnovo, scenarij, neke zgodbice, ki naj bi se prepletale med koncertom, in mi od začetka, veš kaj, a veš, kako je moški ego, ne? Ja. Kaj nam bo ženska govorila, Tako, kaj naj mi igramo in kako naj mi igramo, a ne? Pol pa v začetku smo bili tako malo ošamni, ne? Ja, in nasprotovali, in protestirali. Pa protestirali, ja. Pol smo pa postali vedno manjši, pa manjši, ker smo se zavedali, da ima dekle prav. Ja, tako kot doma, ne? Ja, Da, draga je na tako koncu. zašalo. To vi pa govorite zdaj? Ja, veš, pa še nekaj zelo pomembno, ne? Mi lahko igramo, mi lahko pojemo, odlično, to smo nekaj, ampak, ne, če se ti pripraviš, da boš v Cankarjevem domu, v Galusovi dvorani, ker te gleda točno 500 ljudi, moraš priti z koncertom, ki ima rdečo nit, ki ima idejo, ampak te ideje
pa mi nekako nismo imeli, do nje nismo prišli. Ja, In tukaj da se nam je nehala špaga, ne? Ja, tukaj je pa resnica nadala. Glejte, to pa to bi tukaj mi te pregel. Ma smo čudno gledali na začetku. Trpel je moški ego. Ja, točno. Sej, to je, ne, sej, za kak koncert še imaš, mislim, ideje, ko si začel to, ti vem, letej iz glave. Drug, še mora biti, pa ste že kaj pozačdeli, da se ti ponavlja. Ti pa že zmanjka, pa treba pa ženska trpela. Kaj bom pa pol? Ja, ženska trpela. Ni druge. Ampak tega se že zelo zavedamo. Ali pa, ko pravi Nona, ne? Tako kot je. Tako kot je prav, ja. Ja, in veš, je treba že, komaj smo končali, 30-letnico, že je plan in že načrt in že tema za naslednji mesec, torej za predzadnji vikend v novembru 2019. Naj ti bo prvemu razodeno, kako bo naslov. Ki boš povedal? Zaljubljeni prifarci. Koncert prifarskih muzikantov s prijateljicami. Zdaj smo vedno imeli koncert prifarskih muzikantov s prijatelji, zdaj pa s prijateljicami. Vsi se že zveselimo, katerih 7 deklet bo naše prijateljice, katere bomo izbrali, oziroma se so že tudi izbrane, da se bomo z njimi pošalili. Fante, preden da vidi, kjere koste bojo to, kao je to želje dekleta. Vse se bo kmalu zvedel. Mal, ja. Ampak ti si prvi. Toliko, da dama tudi gledalce mečkin za kus, za gloda, za koš, ne? Da mečkin vrže štereng, pa riba, pa vleče, ne? Koliko koncertov je bilo? 10 ste jih že imeli, ne? 11, ja. 11, ja. S tem, da koliko je bilo dvojnih? Ta je bil četvorni, ta je bil ja. 4, kar še do zdaj ni bilo v Cankarjevem domu od slovenskega izvajalca. Nekako smo pa rekli, da je vse, to je bilo za 30-letnico, zdaj smo pa rekli, gremo nazaj na 3. Tako da prva 2 koncerta sta bila v Linhartovi, potem so bili pa vsi v Kagasovi dvorani, vsi so bili podvojni, razen zadnja leta po trojni. Pa zadnji 4. Pa zadnji 4, ja, tako da se pravi v 3 dneh imeti 4 koncerte, ki trajajo 3 ure pa pol, ob tem, da se naprej treba tudi kakšne stvari, ki so potrebne za televizijo. Izjav, pa priprave, pa generalke, pa tako naprej. Tako da smo sicer mislili, da ne bomo zmogli, ampak so nas naše kosti vseeno ubogale. Zdržale. Pa glas tudi. Kako, fante, kako? To ni za televizijo. Kako? Ni za televizijo. Imate tam v enih so samo mladinke. Mislim, vsaka vam čas. Jaz mislim, da strašna volja, ljubezen do glasbe. Eden to je. To si zdaj diplomatsko povedal, ne? Glasbenik je kot športnik. Je tako? Športnik, da ima v 3 dneh 4 tekme, mora biti hodeč dober športnik, ne? In face pripravljen. Tam se mu lahko zna, da je enkrat prvo, enkrat lahko pa 10. Tle moraš biti pa skozi. In ko imaš 4x po 1500 ljudi, potem in za vse moraš biti enako se razdati, kot prvega, kot za četrti koncert. Ker publika je tudi zelo lahko kritična in tega se moramo zavedati. Zelo. Ker za njih je prvi koncert, takrat ko prijajo. Ja, ne meni vpraša, če ste vi že 3 učpeli. To noben me ne zanima. Ampak veš kaj pa me veselo? Tega sicer gledalci ne vejo, pa tam kakšen ja. Ko mi končamo, se potem sicer kakšno uro, 2 uri veselimo po avli Cankarjevega doma, potem pa gremo vsi nastopajoči v drugo klet. In tam ostanemo do 4, do 5. In takrat, ko bi kdaj kdo videl, kakšni posnetki ratajo v tistih kleteh Cankarjevega doma, ampak to je mladost, to je norost, pa tudi starost in norost. Vse se reša, vse se kombinacija. Človek si ne bi mislil, da po 4 dneh, 4 koncertih, da še ima toliko energije, da bi še sam pojso, da vidiš. Ampak bolj se še tista adrenalin spusti. Ko je 4. koncert za tabo in ko
ko prideš ti v tiste spodne prostore, evo, zdaj pa razpust. Druženje, vsi pridejo, gosti, mi, drugi, tretji. Kam je šel Udri brigo na veselje. Kam je šel bak, ne gre pa še štrk, ne? Sicer te še 2 dni ne govorimo glih, ampak je v redu. Tiho, Maša, se imate tudi 8 pol druga, ne? Se malo spočijemo. Tako. Fantja, predlagam, da gremo pogledati druge video spot. Naslov Matilda. Matilda? To pa je pesem, ki govori sicer o smrti, je Matilda smrt, ampak, boš ti povedal? Ja, da se to, bom rekel, gospo odgnati. Če se dobro posluša, tekst pesmi, besedilo pesmi, potem nas ne bo nikdar obiskalo. Ne mene, ne tebe, ne Mitjo, pa še koga drugega. Samo pozorn moraš biti na tekst. Poslušati, ne? Tako. Pejmo pogledati. V redu. Drage gledalke, dragi gledalci, drugi današnji video spot od priforskih muzikantov Matilda. Poslušajte tekst, a vas ne prišlo obiskat. Kaj poslušajte? Mi radi dobro spijemo, kaj dobrega pojimo in do jutra ranega spati mi ne gremo. Čeprav ljudi nam pravijo, od dobrega se umrje. Matilda se ogra slabo, vas črn plašč ogrne. Mama Matilda, zastoj na nas boš ti čakala, zastoj si koso nabrusila. Mi moramo še to pojest. Mama Matilda, zastoj na nas boš ti čakala, zastoj se v črno ogrnila. Mi moramo še to popiti. Človek ne more dober biti, če pa sebe špara. Življenje naše kratko je, nihče umrit ne mara. A če že enkrat bomo mi v zemljo zakopani, s prijatelji lepo je živeti ob pijači hrani. Mama Matilda, zastoj na nas boš ti čakala, zastoj si koso nabrusila. Mi moramo še to pojest. Mama Matilda, zastoj na nas boš ti čakala, zastoj se v črno ogrnila. Mi moramo še to popiti. Mama Matilda, zastoj na nas boš ti čakala, zastoj si koso nabrusila. Mi moramo še to pojest. Mama Matilda, zastoj na nas boš ti čakala, zastoj se v črno ogrnila. Mi moramo še to popiti. Evo, drage gledalke, dragi gledalci, z mano še kar priforca Mateja in Martin. Pobje, dajte mi povedati,
Kakšni so kaj plani? Kakšni so plani za naslednjih 30 let? 30 let. Ja. A veš, da smo mi že Mislim, da bo rekel 50. zadnjih 7-8 let delamo plane samo za eno leto. A bomo še eno leto delali, ali ne bomo. Čeprav smo pa zdaj rekli, zdaj bomo pa delali plan za 2 leti. Recimo, tako se reče, toliko let bomo še, naslednjo leto bomo še delali, pa še 2 leti bomo delali, pa se bomo pa spet pogovorili. V planih je tako, lansko leto je bilo izredno naporno. Bilo je 80 koncertov, 30-letnica, malo preveč in smo rekli, da bomo letos majčken špago nazaj potegnili, zavoro nazaj potegnili, znižali za kakšnih 20 koncertov v letu, da bomo ostali čili in zdravi še za leto 2020. Ma ne, sam 20, sem še sami ste komat Matilda, vdaj poslušali. Ja, da po naslednjih 30 let še imate nekaj špilati. Ni to zdaj. Drugač pa ja, verjamem, da boste zdaj mečken bolj počasa, mislim počasno. Sej roka na srce, če je bilo lani 80 let, zdaj bo 60, ne? To je še zmeri vsak vikend. Na koncu se bomo prešteli. Ja, težko reči, ne? Kaj nikoli ne veš, pa pokliče tam, pa gremo tam še več. Nadaljevali bomo, želja naša, želja publike. Ja, mislim, da publike. Sam nekaj nas je še vedno v službi. Ja. Jaz sicer po svojim študentom na fakulteti razložim, da lahko pridejo tudi na koncert, kakšno govorilno uro narediti. Tudi jaz učitelj sem v šoli. Martin je ravnatelj v šoli, jaz sem na filozofski fakulteti predavatelj. Ja, če je služba, je ima kakšne stvari malo težje, ampak nekaj imamo pa že penzionistov. Ja, nekaj pa penzionistov. Ampak tudi se držijo. Mislim, da se da držati, sigurno ni problem, ampak vse pravi, ko greš enkrat v penzijo, nimaš več cajta, ne? Tako da boš, da na ših hod, tako imate več, bo ta imela cajt, kot enkrat v penzijo, je konc. Veš kaj, po drugi strani pa tudi, če gremo kdaj po domih za ostarele, gledamo, kjeri so dobri, pa kje imajo mlade patronažne sestre, da bi se tja prijavili. Za sobo, ne? Za sobo, ne? Vedel si malo ogledati. Sigurno primerno, ker tudi jaz grem čast, ko baj pogledam, kakšne so sobe, pa kakšen je štok, pa tako, ne? Nikoli ne veš, da boš rabo, kar ni res. Sam jaz mislim, da veš, je tudi špila in tako, kako te tam. Zdaj se hecamo, jasno. Nikoli pa ne veš, kaj te ne. Ja, se pravi, plan je bolj počas letos. Drug let, pa da se večkrat počine, da pa spet gasa. Ja, bomo videli, kako bo iz tega projekta Zaljubljeni priparci, kako bomo išli. To nas zna malo izčrpati. Ženske te izčrpajo. Veš, to verjamem. Se je tako resen pogledal. Damo se. Da je pa tudi energija, ne? To upamo. Ljubezen, da tudi energija te požene gor je... Zato smo se tudi letos ob 30-letnici, smo kar sredi koncerta vzeli rože, šli v parter našim dragim in jim sredi dvorane Cankarjevega doma zapeli, veš kaj, premalokrat jim rečemo, hvala lepa, ker nas čakate, hvala lepa, ker nas trpite, poslušate vse naše tegobe na poteh in na koncertih, premalokrat vam rečemo hvala lepa, saj enkrat v letu ali pa v 30 letih je bil čas za to, in našim dekletom rečemo hvala, ker nas vzdržujete in trpite. Hvala in oprosti za nazaj in naprej. Točno pa. Fantje, neč, hvala lepa, ker ste prišla, da se meni pritalja moj hram, da smo se tako imeli, nisem vesel. Če to leto zdržimo, nas boš drugo leto mogoče povabil? Sigurno da. Bobje, drugo leto obsorej. Na zdravje živeli. Sam da še reči, zadnji video spot, ko bomo pogledali, ko bodo gledalci pogledali, tako je, tako kot je prav. To je bilo pa pesem, dolga leta nismo se prijavili na Melodije morja in sonca in pred 2 letoma smo to storili in ker smo dobili eno tako besedilo, ki je res ta pravo, bom rekel, premalokrat, ko smo te mladi, se zavedamo,
da tisto, kar nam starejši povejo iz njihovih izkušenj, takrat jih ne ubogamo, ne poslušamo. Šele ko mi odrastemo in želimo povedati to svojim mlajšim, se zavemo, da so naše none, naše babice imele prav. Tako kot je prav. No, nič drugo rekel, hvala lepa. Drage gledalke, dragi gledalci, Priforci in tako kot je prav. Peko. Dobar dan. Prava domača. Prava domača. A ti danes ne boš delal, Verjamem, da je prava. Ni res, ne. Ne bom se kregal, ne. Ne bom se kregal, z vami, lejte, to je prava roba. Zdaj, ne bom, živo je zdrave. Ko v vetru svojih let zajadram med spomine, med valove in čeri, na morju moj san. Ko zavrti se svet v smeri žametne tišine, vse tisto, kar boli, je kot kristal soli z prelepih potovanj. Že nona mi je rekla, tako kot je prav, bolj mirno boš živel, če križe boš sprejel in jih nositi znal. Že slišim jo, ko pravi, tako kot je prav. Njen glas pa čez mladost prelil se je v modrost in meni je ostal. Še vedno pljusne val, razburkano je morje, jaz pa burjo spremenim, prijeten maestral. Naj le pride neurje, pesmi naj vihar, zdaj sem izkušen mornar, že nona mi je rekla, tako kot je prav. Bolj mirno boš živel, če križe boš sprejel in jih nositi znal. Še slišim jo, ko pravi, tako kot je prav. Njen glas pa čez mladost prelil se je v modrost in meni je ostal. Že nona mi je rekla, tako kot je prav. Bolj mirno boš živel, če križe boš sprejel in jih nositi znal. Že slišim jo, ko pravi, tako kot je prav. Njen glas pa čez mladost prelil se je v modrost in meni je ostal.